V sredo je bila redna seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Trajala je približno 3 ure, na njej so prisluhnili več poročilom, kranjskogorski župan Janez Hrovat pa je imenoval tudi podžupana. Pozdravljeni, gospod župan. Kdo je torej podžupan občine Kranjska Gora v tem mandatu? Na tej seji sem tudi imenoval starega novega podžupana Bogdana Janša za naslednje obdobje 4 let. Mislim, da je z svojim delom v mandatu 2014-2018 dokazal, da je vreden zaupanja, da je strokoven in seveda tudi predan občinskim projektom, tako da smo ga včeraj tudi v bistvu sem ga imenoval. Od 1. aprila je pač ta njegova funkcija pričela, včeraj pa sem pač na seji tudi obvestil svetnike. Jaz verjamem, da bomo skupaj nadaljevali in da bo te svoje dejavnosti, svoja področja tudi naprej tako uspešno peljal. To je pa predvsem prostor, šport, pa tudi seveda odnosi z javnostjo. Tako da jaz mu želim čim več uspeha. Če greva še po ostalih točkah dnevnega reda zadnje seje, govorili ste o delu Ragorja. Kako ste z njim zadovoljni? Poročilo je dal tudi Ragor, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. In pač z Ragorjem občina Kranjska Gora sodeluje že kar dolgo vrsto let in v bistvu veliko programov, projektov Ragor dela za nas, veliko uspešnih. Nekaj jih tudi v bistvu vsako leto dodamo, zamenjamo, tiste, ki se nam zdijo dobri, pač pustimo. Kakšne pa tudi ukinemo, tako da recimo na primer ta kuhanje po starem, Alp Foodway, se pravi te naše tradicionalne jedi in to, ki poteka program v Ratečah, je zelo dobro sprejet, recimo, pa v bistvu cel kup teh programov dela od kozolcev, obnove do označevalnih tabel po dolin, po kolesarskih progah, pa otroci in starejši, se pravi te druženje medgeneracijska, pa v bistvu res veliko programov. Prav včeraj je padla tudi ideja krajevne skupnosti Mojstrana, da bi v bistvu označevalne table in ureditev doline Radovne pač uredil tudi Ragor, tako da ja, Ragor uporabljamo, je pa res, da pač je treba biti zmeren, pa pač dozirati tisto, kar rabimo, ker moram pa reči, da imamo občina Kranjska Gora kar na občana eni največjih pač vplačil Ragorju, kar pomeni, da imamo tudi največ programov, se pravi na površino in na občane občine. Turizem Kranjska Gora je prav tako spisal poročilo o svojem delu. Kaj so vam in tudi seveda svetnikom ter svetnicam sporočili? Poročilo turizma je bilo kar dolgo in seveda to je pokazalo, da tudi turizem res prevzema vse več nalog. Turizem tudi, kar se tiče proračuna, je znaten porabnik proračunskih sredstev. V lanskem letu je imel proračun preko 700 tisoč evrov, mislim, da 750 tisoč evrov na pamet. Od tega v bistvu je res veliko te promocijske in seveda tudi trženjske dejavnosti. Turizem v Kranjski Gori se v bistvu v zadnjih letih res zelo dviga in z 530 tisoč nočitev v letu 2016 smo prišli na lanskih skoraj 800 tisoč, mislim, da 200 manj 799 tisoč 800 nočitev, kar je za Kranjsko Goro rekord v vsej zgodovini in mislim, da je zdaj na nas tudi v bistvu
čas oziroma da je na nas, na občini in seveda tudi na vseh službah, redarstvu, policiji, da se začne pač z trajnostnim razvojem tudi urejanje mirujočega prometa, ker pač vemo, da Kranjska Gora v sezonah, tako zimskih kot letni, ima problem tega mirujočega prometa, parkiranja. To se ureja vsak let po malem in tudi letos, lansko leto je bilo kar precej modrih con, pač na nov urejenih. Letos se bo uredil kar nekaj dodatnih in tudi plačljivih parkirnih mest. Poskušali bomo urediti tudi nekaj postajališč za avtodome, tudi nekaj privatnih v bistvu podjetij in samostojnih podjetnikov se je odločilo za izgradnjo teh pač zelo potrebnih postajališč za avtodome. Vem pa, da kljub vsemu v času velikih prireditev ne bo možno zadostiti vsem, ki bi radi parkirali prav tukaj v centru Kranjske Gore, pod Žičnico, pod Planico, v Ratečah na mejnem prehodu za potrebe tekaškega tega turizma. Tako da tam bomo pa mogli pač tudi z redarstvom nastopati še bolj rigorozno in jih usmerjati v na to določene prostore, v kempe, v te postajališča, od Planice do Mojstrane. Tako da, ja, kar nekaj izzivov. Seveda letos bo spet polet po programu turizma vasi povezoval avtobus turistični, ki bo vozil po turističnih atrakcijah in seveda, ki se ga bodo lahko posluževali v bistvu res za ugodno ceno tudi naši občani. Ponekod na tujem, denimo v Benetkah, Dubrovniku, imajo resen problem s prihodom turistov. Je Kranjska Gora že blizu temu ali še zmore nekako sprejeti vse, ki prihajajo v dolino? Ne, Kranjska Gora mogoče se ne more, zdaj ste mi dala primere mogoče res ekstremno obiskanih točk, to se zdaj res govori za Benetke, za Dubrovnik. S tem pač se mi res ne moramo primerjati, ker Benetke pa Dubrovnik, ki pač razmišljajo o omejitvi gostov, so pač le nekaj drugega. Kranjska Gora o tem ne razmišlja, razmišlja pa o tem umiritvi prometa, o parkiranju, o v bistvu nekako posortiranju teh dnevnih turistov, ki so največji problem v Kranjski Gori. Da bi pa zapirali recimo celo dolino, pa zaenkrat sigurno še ne razmišljamo. Je pa to plan seveda trajnostne mobilnosti, kjer bi se pa v prihodnosti sigurno z temi večjimi centralnimi parkirišči in z tako imenovanimi šatli, avtobusi, javnimi prevozi pač zmanjšal ta v bistvu promet osebnih avtomobilov. To bi pa pač seveda skupaj s sosednjimi občinami po Julijskih Alpah tudi probali in imamo v planu za centralna parkirišča, recimo v Lescah, v Obrtniconi, v Jesenic, recimo tudi druge in potem z temi trajnostno mobilnostjo tudi po celem področju Julijskih Alp. Tako da to je tudi v programu naše medregijske organizacije Julijske Alpe, ki zadnje čase dobro deluje, v kateri je združenih 10 občin in ki v bistvu predstavlja velik potencial v nadaljevanju zgodbe, tako kot recimo, naprimer, če poznate zgodbo Dolomitov, ki je tudi nacionalen park, celo svetovnega pomena, tako da se zgledujemo tam in verjamem, da bomo dobili samo dobre rešitve.
Na seji ste obravnavali tudi poročilo o delu policijske postaje Kranjska Gora. Kako varna je torej kranjskogorska občina? Ja, poročilo policije in medobčinskega inšpektorata v bistvu je bilo res pozitivno. V bistvu občina Kranjska Gora je tudi po zagotovilah komandirja policijske postaje Damjana Lepoše izredno varna destinacija, ena bolj varnih občin v Sloveniji po v bistvu tem kriminaliteti, po prometnih nesrečah in seveda po vseh teh dejavnikih, ki jih oni štejejo za varnostno tvegane. Tako da sem vesel, da Kranjska Gora res ratuje varna cona in smo lahko ponosni, da pač živimo v taki mirni občini. Kar se pa tiče medobčinske inšpekcije, inšpektorata, pa pač se povečuje število teh divjih nočitev, kampiranj, kamperjev, predvsem tudi šotorišč po alpskih dolinah, pa to tukaj pa pač se rešuje skupaj z policijo, z Triglavskim narodnim parkom in se to pač preganja, kar se da. Je pa res, da pač je zmeraj več ljudi, ki so objestni, nesramni in je treba poseči po v bistvu kaznih, drugače jim opozorila ne zaležejo. Mi smo izredno zadovoljni tako s policijo kot z našim medobčinskim inšpektoratom, ker res so eni najbolj učinkovitih, ne samo po kaznovanju, ampak tudi po temu v bistvu njihovemu znanju, strokovnosti, ker konec koncev zelo malo stvari, ki se jih lotijo, jih ne speljajo, oziroma zelo malo stvari, ki jih tudi sankcionirajo, tudi pade, se pravi, da jim ne zdržijo na kasnejši presoji, ko se ljudje, pač občani, turisti pritožujejo in iščejo pravna sredstva, kako bi se izognili pač kaznovalni te politiki njih, ampak moram reči, da so kar zelo uspešni in vse pohvala. Medobčinski inšpektorat ima veliko dela tudi s preganjanjem plakatiranja. Kaj lahko rečete torej o tej točki dnevnega reda? V bistvu medobčinski inšpektorat preganja tudi ta plakatiranje. Plakatiranje predvsem na stogovih, na kozolcih uspešno preganja, ker imamo to v naših aktih, v občinskih, ampak problem imamo pa še zmeraj tega plakatiranja na kmetijskih zemljiščih, ki pač se ga ta moment še ne dotakne nobena zadeva. Upajmo pa, da bo ta gradbeni zakon in občinski prostorski načrt skupaj v kombinaciji te zadeve toliko pač rešil, da bomo lahko tudi to v bistvu na privatnih zemljiščih nekako kontrolirali. Saj v bistvu ta plakatiranje, reklamiranje po naseljih, po za to določenih prostorah niti ni moteč. Najbolj je pa moteč po polju, po kmetijskih površinah, na poti v Kranjsko Goro, ki vidimo levo in desno, te nastavljene, nasjane pač panoje, ki jih pa ta moment ne moremo še niti z inšpekcijo odstraniti, ampak verjamem, da se bodo pogoji ustvarili še letošnjo jesen in da bomo to začeli preganjati. Ni pa seveda to problem samo občine Kranjska Gora, ampak je problem celotne Slovenije. Če me verjamete, si pogledajte Ljubljano, pa imajo izredno učinkovito inšpekcijsko dejavnost, redarstvo, policijo, vse pa imajo velike probleme. Tudi komunala Kranjska Gora je poročala o svojem delu, kje se trenutno pojavlja največ težav na tem področju. Kranjska Gora se vsako leto pač spopada z
problemom teh odlaganj, nepravilnega odlaganja, tako kot cela Slovenija, vendar moram priznati, da jim da tudi pohvale komunali, vsem fantom zaposlenim in seveda celotni ekipi, tudi upravi, ki se trudi in izboljšuje situacijo. Veliko pohval je bilo izrečenih na račun delovanja komunale, na kar sem ponosen, pač tudi sama deponija oziroma ta prostor v komunalni bazi Tabre je res zmeraj bolj urejen, odvoz smeti funkcionira odlično, tudi ločevanje, moram reči, da kar dobro poteka, je pa pač problem seveda teh odlaganj na ekološke otoke, kjer še zmeraj ljudje odlagajo pač različne stvari, namesto da bi jih pač pripeljali na komunalno bazo in jih ločeno, brezplačno odložili. Tukaj pač pozivam tudi ljudi, da res se držijo navodil, pa da odlagajo tako, kot je pač napisano na kontejnerjih. Zdaj ta akcija kontejnerjev oziroma zabojnikov za plastično embalažo bo pač nadomestila te vrečke, ki so ležale ob cestah, ob ulicah in res kazile pač naše kraje, tako da brezplačno se jih bo tudi dodeljevalo, se jih že dodeljuje, tako da to je ena pozitivna stvar. Najbolj pozitivno je pa seveda to, da je komunala pač tudi z v bistvu prevzemom kanalizacijskega sistema aktivno posegla v čiščenje odpadnih voda. Prav v lanskem letu, kot je bilo tudi rečeno v poročilih, smo izredno veseli, da smo uspeli priklopiti te res največje onesnaževalce, ki so bili še zmeraj pač priklopljeni na staro meteorno kanalizacijo, kar pomeni, da so odplake spuščali direkt v vode in to v bistvu res tukaj za največje lahko štejemo hotel Larix, hotel Kompas, katera oba dva smo priklopili, pa vemo, da je v hotelu Kompas tudi pralnica za celo podjetje Hit Alpineja. Pač najbolj žalostno je, da smo v koncu lanskega leta po 5-6 letih po sanaciji osnovne šole Kranjska Gora morali priklopiti tudi osnovno šolo Kranjska Gora na kanalizacijski sistem. Prav težko mi je povedati, da smo imeli osnovno šolo Kranjska Gora, ki je naš objekt, priklopljen pišem se v bistvu direktno v vodotok, tako da to je zdaj urejeno. In razen še nekaj, moram priznati, še nekaj srednje velikih objektov v naselju Smerinja, v delu Smerinja, katerega bomo letos rešili in tudi tam zgradili pač te manjkajoče vode, prevezali zadevo, bo Kranjska Gora več ali manj rešena, tako da se bomo lahko pohvalili že letos, da je Kranjska Gora sanirana. Pač po dolini ostaja še kakšna hiša, še kakšen objekt, ki bo še za rešiti, se pravi, da je še priklopljen na v bistvu nepravilen sistem, ali je to greznica, ali je to na mešan sistem, ampak to se bo v letu 2 uredil, do leta 2021 imamo tudi zakonski rok, tako da sem vesel, da je kanalizacija spet v bistvu v rokah komunale, ker le sami lahko najboljš nadziramo in seveda tudi varujemo našo naravo. Morda poveva še, kaj je pokazal zaključni račun proračuna Kranjskogorske občine. Kaj se je realiziralo? Ja, v lanskem letu smo v bistvu realizirali res ogromno zastavljenih ciljev. Kakšen majhen mogoče, da je odpadel, pa smo dodali kakšnega novega, tako da smo imeli porabo večjo, kot pa je bil dohodek, ampak presežek smo krili z
prejšnjih, z pač viškom prejšnjega leta, tako da smo imeli nekaj 800 tisoč evrov pač v bistvu minusa. Še vseeno pa občina deluje zelo dobro, še zmeraj je bil ostank na koncu leta 1,600,000 plusa, tako da smo lahko veseli, da imamo tako občino. Naša občina je res dobra, je kot uspešno podjetje, tako jo tudi vodimo in tako jo gledamo, tako jo tudi cenimo in verjamem, da jo cenijo tudi naši občani. V lanskem letu, naprimer, smo samo v obnovo cest investirali 2 milijona evrov in v bistvu od teh 2 milijona evrov je bilo samo 300 tisoč evrov, ki smo jih dobili subvencioniranih za strani države za urejanje cest. 1,700,000 pa je bilo samo naših občinskih sredstev. Kje so vse druge investicije? V športne objekte, v infrastrukturo, v seveda tudi socialne transfere, ki imamo zelo velike. Tudi mogoče včeraj, če ste gledali v bistvu poročilo iz seje, je bilo jasno vidno, da smo pomoč na domu, ki je v bistvu pri taki stari strukturi naše občine kar ena velika stvar in ena velika pomoč našim starejšim občanom ohranili na istem nivoju kljub podražitvi cen, se pravi tega službe doma Franceta Bergla, pa smo dodali v bistvu ta povišico iz občinske blagajne, tako da občani tega ne bodo čutili. Tako da smo eni izmed 6 občin v Sloveniji, ki največ pač subvencionira pomoč na domu in to pomeni, da je za občane tudi najcenejša ta pomoč na domu. Tako da Kranjska Gora pač to svojo potencialno moč, se pravi dobro stoječo finančno sliko, pač daje tudi v socialne transfere, tako da tako šole kot zdravstvo, vse te dejavnosti so res subvencionirane maksimalno in smo ponosni na to, da ta turizem, ta obremenitev, ki jo po eni strani ljudje, naši občani pač trpijo, po drugi strani vračamo v obliki teh pač transferjev. Vedno poveva, da se ogromno vlaga tudi v obnovo cest, tako je bilo tudi v lanskem letu. Kako pa bodo šla dela naprej letos? Letošnje leto je spet v bistvu eden od večjih projektov, ta naša cestna infrastruktura, ki si jo želim čim prej dokončati in jo dati na nek soliden nivo, ker cestna infrastruktura v bistvu odraža stanje kondicije občine. Pač ta naša cestna infrastruktura je bila najbolj prizadeta prav pri gradnji kanalizacije tej pred 10-20 leti na začetku, ko so pač sanacijo cest delali samo delno, se pravi, niso sanirali celih cest, ampak so po domače rečeno flikali. Pač tam, kjer so kopali, so samo poflikali tiste pol metra, meter in vse to se zdaj odraža na pač posedenih, popokanih in tako in drugače uničenih cestah, ki jih moramo v bistvu po naših planah v 2 letih naslednjih kar več ali manj sanirati, pa pol v bistvu poleg tega, da centre vasi že imamo sanirane, se pravi vaška jedra in tudi v Kranjski Gori center imamo že saniran, tako da potem pa nas čakajo drugi izzivi. Seveda v taki občini nikoli, kot je Kranjska Gora, ne moreš nikoli dokončati zgodbe. Še mnogi župani, ko mene že zdavnaj več ne bo na krmilu občine, bodo imeli dela še in še in to je neka never ending story, ki pač župansko mesto tudi čaka.
Naš gost je bil kranjskogorski župan Janez Hrovat.